Pozdravljeni, danes bomo imeli intervju z Barbaro Neža Brečko na konferenci DigiDR. Barbara Neža Brečko je znanstvena sodelavka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in za projekt DigiDR je vodila raziskavo o spletnem nadlegovanju med slovenskimi osnovnošolci in srednješolci. A bi želeli še kaj sami dodati? V bistvu raziskava ni bila samo o spletnem nadlegovanju, raziskava je bila v bistvu precej širša. Smo pokrivali več vidikov tega digitalnega državljanstva, tako da v raziskavi smo spraševali o uporabi digitalne tehnologije, uporabi družbenih omrežij, o njihovem dobrem počutju, dobrobiti, to je bolj prava beseda. Potem smo spraševali o medijski pismenosti, spraševali smo o tem, koliko se v bistvu srečujejo z škodljivimi in neprimernimi vsebinami. Ta zadnji sklop je bil pa res o spletnem nadlegovanju, ki je bila pa v bistvu ponovitev raziskave, ki smo jo izvedli 2018, ki je bila pa takrat v bistvu prva taka večja raziskava o spletnem nadlegovanju, ne. Tako da zdaj v tej raziskavi letošnji smo imeli vključenih približno 3000 osnovnošolcev in srednješolcev. To so osnovnošolci od 7. do 9. razreda in srednješolci cela od 1. do 4. oziroma 5. letnika, tam, kjer imajo več letnikov, tako eno tako ozadje. Okej. Potem me pa zanima, kaj ste na podlagi vaših raziskav ugotovili, da so najbolj učinkoviti pristopi za zmanjševanje spletnega nasilja med in nad mladimi skozi neko vzgojo v šoli in vključenosti te teme v šolski program. In kaj je bilo že uvedeno na tem področju, kaj pa menite, da bi bilo še potrebno? Zdaj v bistvu raziskav in projektov na temo spletnega nadlegovanja smo mi delali kar precej, ne. Tako da prav konkretno, da bi rekla, iz te raziskave, kaj deluje, mogoče niti nismo toliko zelo ugotavljali, niti ni bil namen te raziskave zdaj ugotavljati, kaj deluje, smo pa iz prejšnjih projektov, ne. Tako da predvsem, kaj deluje, je izobraževanje, pa ne samo otrok, ampak tudi staršev in učiteljev, zaradi tega, ker oni, dom je pravzaprav tisti, kjer se vse skupaj začne, a ne. Potrebno je izobraževati in učiti o tem, o empatiji, o tem, kaj spletno nasilje nekomu drugemu povzroča. Treba je izobraževati o tem, da to pravzaprav ni heca, ne, ker problem na primer pri fantih je, da zelo normalizirajo spletno nasilje, ne glede na to, ali se zgodi njim ali pa ga oni izvajajo, ne. Tako da te razne preventivne, če rečem, akcije, intervencije so nekako tiste, ki delujejo, pa veliko se res o tem pogovarjati in ozaveščati, ne. In ozaveščati o tem, da žrtev ni kriva, da se ji zgodi spletno nasilje, ne. To se pa dekletom dostikrat recimo zgodi, a ne, ker objavijo neko fotografijo, je potem avtomatsko sama je kriva, da se je to zgodilo, zakaj pa objavlja svoje fotografije, ne, kakršnekoli že. Kako pa menite, da se učinkovito pristopa k temu v šoli in kaj v bistvu mislite, da bi bilo pa poleg tega, kar je že trenutno, recimo neke delavnice in podobno, kaj bi bilo še potrebno? V šolah se pravzaprav res bolj kot ne izvajajo delavnice, ki jih večinoma izvajajo zunanji izvajalci, a ne. Pri pouku, kakor jaz vem, se tega pravzaprav niti ne dotikajo, ne. Zdaj, mogoče s tem novim predmetom, ki prihaja, a ne, kako je že, informatika in digitalne tehnologije, mislim, da, bo tukaj, upam, da prostor, a ne, tudi za take stvari, a ne, tudi za pogovarjati se o tem, kaj in kako, a ne, zato ker
ni dovolj, da ti samo opremljaš in učiš, kako uporabljati neko tehnologijo. Treba je pač stvar celostno pogledati, ne. Tako da to. Okej, potem pa me zanima še, kakšne mislite, da so razlike oziroma kaj se je pokazalo kot učinkovito, kako se približati osnovnošolcem in kako srednješolcem, da se jih v bistvu čim bolj učinkovito odvrne od povzročanja spletnega nasilja, pa tudi nekako zavaruje pred tem, da sami postanejo žrtve. V bistvu je treba začeti zelo zgodaj, ne. V srednji šoli je pravzaprav že prepozno. Mi smo v enem predhodnem projektu, Cyber Safe se mu je reklo, smo razvili eno pametno igro, kjer ki je bila namenjena osnovnošolcem, mislim, da tam nekje od 6., 7. razreda naprej. In ta igra je v bistvu bila je taka, no, se je še vedno na voljo, da skozi neke resnične situacije, ki so jih v bistvu nam otroci sami povedali, da so se jim dogajale, se pravi skozi neke 4 zgodbe, se predstavi, kaj občuti žrtev, kaj občuti ali pa kaj razmišlja ta, ki izvaja nadlegovanje, in tudi kaj se dogaja s temi, ki so opazovalci, a ne, zdaj, ker to so tudi kar ključni, pač ključni ljudje, no, bom rekla, ne, zato, ker pač ti če opaziš neko spletno nadlegovanje, moraš ukrepati. No, ampak v glavnem, če se vrnem nazaj na to pametno igro. Ta igra je v bistvu namenjena temu, da jo igrajo ali pa izvajajo učenci pod vodstvom učiteljev, ne. In mi zdaj izvajamo izobraževanja, za učitelje, kako izvajati to igro. In zdaj, kakor jaz vem, se to dejansko v šolah, vsaj pri nekih tehničnih dnevih, kakor sem slišala, jo uporabljajo. In ko smo merili, to je bilo pa sicer še v času projekta, smo pač merili učinke te igre in se je izkazalo, ne, da so bili neki učinki predvsem v tem, da je bila večja empatija do žrtve, da je bilo zmanjšanje tega prelaganja krivde na žrtev, a ne, zdaj, ker to je, kot sem že prej rekla, ne, to je v bistvu velik problem, da se zelo velikokrat se prelaga krivdo na žrtev, ne, in se pravi, in ta empatija, no, tako da tukaj smo opazili pač neke učinke, a ne, tako da to, se pravi, in jaz mislim, da je res treba začeti s tem zgodaj, pač v srednji šoli lahko res samo še malo osveščaš, ampak v srednji šoli so to že narejeni ljudje, a ne, tako da veliko prej je treba začeti. Potem pa me zanima še, kako mladim v bistvu pomagati pri spopadanju s spletnim nasiljem in tudi kako jim omogočati varen prostor, da lahko o tem spregovorijo in pa tudi na koga se lahko dejansko obrnejo v takih primerih. Ja, predvsem, ko se jim zgodi spletno nasilje, a ne, se ne smejo počutiti krive, ne, pač noben ni kriv, da se ti zgodi kakršnokoli nasilje, ne samo spletno nasilje, a ne. In pač pogosto se v bistvu se dogaja krivda in sram, ne, in zaradi tega je v bistvu potem težko spregovoriti o tem. Tako da, kako ste me vprašali, komu povejo? Ja, na koga se lahko na koga se lahko obrnejo, ja. Žrtve. Pač zelo fajn je, da se otroci uspejo pogovarjati doma, da uspejo doma povedati in da jih, pač to je čisto prvi korak, a ne, da si doma upajo povedati, da se jim je nekaj zgodilo. Potem pač v šolah so pač ti svetovalni delavci, svetovalni delavci, na katere se v bistvu tudi se obračajo, no, vsaj tako kažejo naše raziskave, a ne, da povejo.
Potem so tukaj v bistvu tudi različne organizacije, ne, naprimer Tom telefon je prav za te namene tudi, ne, kamor otroci lahko pokličajo in dobijo nasvet. Potem so, ne vem, naprimer pač safe.si tudi, ne, tam je sicer pač je spletna stran, kjer se poišče nasveti in so tudi vsi kontakti, kamor se da obrniti. Potem je tukaj še Logout, naprimer, ne, ki se tudi ukvarja z različnimi stvarmi. In seveda policija, ne, zdaj to sem pač povedala na koncu, ampak pač nasilje je potrebno prijaviti, ne. In zelo malo imamo v bistvu pač teh prijav nasilja. Problematično je predvsem, mislim, vsako nasilje je problematično, zelo problematično pa je spletno spolno nasilje, a ne, in to je pač treba prijaviti. In tukaj se potem pojavi ta težava, da ali ne vejo, kako prijaviti, ne vejo, kam prijaviti, in to, kar sem že na začetku rekla, ne, ta sram in občutek krivde, da so pač sami krivi, da se jim je nekaj zgodilo, ne. Na koga pa opažate, da se mladi najbolj pogosto obračajo v stiski? Običajno se med sabo pogovarjajo, ne. Največ nekako povejo svojim prijateljem. To je tudi tako, ja, en tak zanimiva stvar, ki delali smo v bistvu eno anketo med starši, in smo jih spraševali pač o tem, kaj različne stvari, ki jih otroci doživljajo, ne, in smo spraševali pač, ali so njihovi otroci že doživeli kaj od, ne vem, in je bilo vmes tudi na primer spletno nasilje. In je ta delež, ne, to razhajanje med tem, kaj starši poročajo in med tem, kar otroci poročajo, kar precejšnje, ne. Jaz mislim, da so, se pravi, med osnovnošolci imamo več kot polovico otrok, ki pravijo, da se jim je spletno nasilje zgodilo. Med starši mislim, da je bilo okrog 20, zdaj ne vem na pamet, med 20 pa 30% mogoče, če ne še manj, ne. In potem, ko smo jih vprašali, komu starši mislijo, da otroci povejo o spletnem nasilju, ne, jih je res večina pač mislila, da povejo njima, ne, in so bili prijatelji šele na nekem 3. mestu. Tako da tukaj je pač ta precej obrnjena slika, ne, kaj starši mislijo, kaj pa se dejansko dogaja, ne. In zaradi tega je res potrebno tudi starše osveščati in se pogovarjati o tem, ne, pač ne samo o spletnem nasilju, na splošno o vedenju na internetu, če tako rečemo. Pa se mladi tudi v šoli recimo obrnejo na kakšnega učitelja, ki mu zaupajo, ali pa na svetovalno službo v šoli? Vse, mislim, se pravim, so bolj na prijatelje, se pa tudi, ja, pač na te svetovalne delavce in učitelje, ja. In tudi, ne, zdaj še en korak naprej, pač tudi zaradi tega je potrebno tudi šolam pomagati, ne, in tudi šole opremiti, zato ker so pač, ne vem, še neka druga raziskava, ne, ki smo jo delali pa med ravnatelji in učitelji, ne, in se izkaže, da res velikokrat tudi oni sami ne vejo, kako odreagirati, ne, in tudi ne vejo, ne vem, naprimer tudi kam naprej, in prepoznati, ne, tudi pač ne prepoznajo spletnega nasilja, ne. Saj tega tudi otroci sami med sabo ne prepoznajo, ne, če smo čisto iskreni, ne, ker se pač njim zdi, da je nekaj normalno. Kako pogosto je pa prehajanje spletnega nasilja potem v fizično nasilje? A bolj pogosto ostane na spletu, kjer se mladi lahko skrijejo za neko anonimnostjo in zasloni, ali se tudi dogaja, da to nasilje, ki ga izvajajo na spletu, potem preide v fizični svet? Oboje je možno, ne, preide in iz fizičnega nasilja v spletno nasilje in iz spletnega nasilja v fizično nasilje. Ampak ravno zdaj v tej raziskavi, ne, ki sem pogledala, ne, kakšne so, ne vem, korelacije, a so to res, ne vem, naprimer isti, a ne, se zdi, da je to kljub samo malo ločeno, no, da ni,
ni nujno, da nekdo, ki izvaja fizično nasilje, da izvaja tudi spletno nasilje in obratno, ne. Bolj je ena druga stvar zanimiva in pomembna, da te, ki doživljajo spletno nasilje, so pogosto tudi izvajalci spletnega nasilja in obratno, ne. Tukaj je v bistvu nekdo, ki je žrtev spletnega nasilja, je veliko večja možnost, da bo tudi izvajalec spletnega nasilja kot nekdo, ki ni žrtev spletnega nasilja, ne. Kakšne so pa razlike med spoloma glede tega, kdo je povzročitelj spletnega nasilja in kdo je žrtev spletnega nasilja? Ja, pač fantje so pogosteje izvajalci, a ne, se pravi pač pogosteje izvajajo spletno nasilje in dekleta so nekoliko pogosteje žrtve spletnega nasilja, s tem, da dekleta tudi več različnih oblik spletnega nasilja doživljajo, ne. In doživljajo res predvsem pač te različne oblike spolnega spletnega nasilja, ne, se pravi, ne vem, da ali prejemajo neke fotografije s spolno vsebino, ali so njihove fotografije predelane, ali so, se pravi, pač več teh različnih oblik je, ne. Tako da tukaj so dekleta res pogosteje žrtve. Fantje so pa pogosteje žrtve nekega izsiljevanja tega medvrstniškega, tako oni so bolj fizični med sabo, ne. Tako da to je ta razlika. Kaj še? Pa na primer pač se razlikujejo pač spletno nasilje med mlajšimi pa starejšimi, a ne. Se pravi, med osnovnošolci je res eno tako bolj to vrstniško izključevanje pa žaljenje. Pri srednješolcih pa v bistvu potem to nasilje res postane malo bolj kompleksno in, tako kot sem rekla, pač bolj spolne narave, a ne. Tako da, ja. Potem me pa še zanima glede uvajanja digitalizacije v šolstvo. Če menite, da lahko to negativno vpliva na povečanje spletnega nasilja med mladimi in torej, če se pač z nekim potencialnim povečevanjem njihove vpetosti v spletno okolje na ta način lahko povečajo možnosti, da bodo žrtve spletnega nasilja? Pravzaprav ne. Pravzaprav ne, zato ker pač v šolah je kljub vsemu pač gre za neko usmerjeno delovanje. Pa tudi zdaj recimo, ne, če bi samo rekle, ne vem, ta screen time, ne, se pravi pač čas, ki ga ti preživiš na zaslonu, a ne. Se v bistvu tudi izkaže, da to ni nek najpomembnejši dejavnik, da bo nekdo ali žrtev ali pa izvajalec spletnega nasilja. Ja, če je, je več možnosti, da je nekdo izvajalec, ki preživi več časa na zaslonu, ampak so drugi dejavniki v bistvu veliko bolj pomembni, ne, kot ta čas na zaslonu. Veliko bolj pomembna je ta interakcija med njimi. Ne vem, izkaže se, da je recimo zelo pomemben dejavnik, ki lahko, ne napoveduje, ampak loči med tem, ne, ali je nekdo žrtev ali pa izvajalec spletnega nasilja. Se prej pogovarjali, ne vem, kako se pravi, mi smo v bistvu merili to njihovo dobrobit, dobro počutje, a ne, se pravi, koliko se oni počutijo pod pritiskom zaradi uporabe digitalne tehnologije, pa družbenih omrežjih in tako, ne. Se pravi, koliko se počutijo pod pritiskom, da morajo nekaj hitro odgovoriti, da morajo nekaj vse polajkati, povšečkati, da morajo dobro izgledati na slikah, skratka, in smo zračunali nek indeks, ki smo mu rekli Digital Stress Index, in izkaže se, a ne, da te, ki so žrtve in te, ki so izvajalci spletnega nasilja,
imajo zelo visok ta indeks, ne, se pravi, so pod nekim pritiskom, ne, družbenim, ne vem, peer pressure in podobno, ne. Tako da to je veliko večji dejavnik kot to, koliko časa nekdo preživi na telefonu, ne. So pa seveda stvari pač povezane, ne, težko gledamo čist ločeno vse skupaj, ne. Kaj pa menite glede uvajanja digitalizacije v šolstvo na področju, a bi lahko to potencialno pomenilo tudi neko povečevanje nevarnosti za digitalno zasvojenost med mladimi? V smislu tega, ker bi s tem preživljajo več časa. Ker bi to rabili za šolsko delo. Mislim, oni že zdaj veliko stvari počnejo na ekranih takšnih in drugačnih za šolsko delo, a ne. In pač dejstvo je, da če ti nekaj počneš konstruktivno in usmerjeno, a ne, pač ni vse samo slabo, ne. Se pravi, če so neke dobre prakse in če ti zraven, ne vem, izobražuješ in na primer doma kot starš daješ nek zgled, a ne, potem samo po sebi to ne bi smel, mislim, ne bi smel vplivati na to, da bo zdaj nekdo pa postal kar zasvojen, a ne. Tako da pač res je, to je širša slika, a ne, saj so tudi dobre stvari, a ne, zaradi digitalne tehnologije, a ne, se tudi pač povezujejo med sabo, so tudi, ne vem, pač skupine mladostnikov, ki se pa mogoče nekje drugje težko najdejo, a ne, pa se najdejo pač lahko tam in imajo neko svoje varno okolje, a ne, lahko to predstavlja tudi varno okolje, ne. Omenili ste tudi, da ima velik vpliv na mlade pač to, kako se starši obnašajo v svojem odnosu do digitalne tehnologije. Kaj menite, da je zgled, ki bi ga mogli dati mladim? Čim manj telefona v roke, vseeno, ne, pač ko se pogovarjamo, ne, se gledamo, ne vem, v oči, vzamemo si čas in ga skupaj kvalitetno preživimo, a ne. Ne vem, zdaj, če majhen otrok, ne vem, ki je šel v vrtcu, a ne, gleda mamo, ki, ne vem, pač tam po družbenih omrežjih prčka, pač težko pričakuješ, a ne, da bo zrasel prav zelo bistveno drugače, ne, zato ker je to pač neko normalno okolje. Nekaj sem hotela reči, pa sem zdaj na žalost pozabila, pa je bilo ful pomemben. Ampak pač stvari se začnejo doma. Telefone danes otroci dobijo v povprečju pri pametne, ne, mogoče ne še pametne, ampak saj tako, ne vem, če kakšnega drugačnega lahko kupiš zelo težko. Povprečju nekje pri 9 letih starosti dobijo otroci svoj prvi telefon. Tako so rekli osnovnošolci. Srednješolci so rekli, da so ga dobili pri približno 10 letih. To pomeni, da se v bistvu ta starost se niža, ne, kdaj dobijo svoj prvi telefon. Pač vedno prej dobivajo te telefone. In recimo, ne, ena tudi zanimivost, ki pa je pravzaprav povezana s tem, a je nekdo žrtev spletnega nasilja ali ne. Družbena omrežja, a ne, naj bi otroci ne uporabljali pred 13 letom, ne. Mislim, da 85% otrok je reklo, da so začeli družbena omrežja uporabljati pred 13 letom in z lahkoto so pač bypassali, to se pravi, so šli, ne vem, so uspela, ne, to uporabljati. In ta zgodnja uporaba, no, tukaj pa se kaže, ne, da te, ki začnejo zgodaj uporabljati, so pogosteje žrtve spletnega nasilja, pač verjetno tudi zaradi tega, ker gre za to zgodnjo izpostavljenost, slabšo regulacijo. Ampak kar sem prej hotela povedati, ne, o starših in otrokih,
je to, ne vem, to fotografiranje otrok, ne, in objavljanje otrok na družbenih omrežjih. Tega pač starši absolutno ne bi smeli početi, ne. Sploh ne z majhnimi otroki, sploh ne brez privolitve otrok, ne, in tukaj se v resnici pač vse skupaj začne, ne, začne pač. So tudi stvari, ne, ki jih morajo se otroci naučiti. Tako. Okay. Potem pa me še zanima, omenili ste tudi raziskavo Odklikni iz leta 2018 in me zanima, kakšne razlike ste opazili od časa tiste raziskave o spletnem nasilju v slovenskih šolah in vaše letošnje raziskave v sklopu projekta DigiDR. Ja, neki razlik smo opazili. Predvsem, zdaj tako, pač recimo, spletno nasilje med osnovnošolci v 2018 pa letos je praktično ta delež otrok ostal nespremenjen. Tako in pri fantih in pri dekletih. Med srednješolci se je pa ta delež kar zmanjšal, tako, sicer malo manj kot 10%, ampak še vedno, ne, se je zmanjšal tako pri fantih kot pri dekletih, ne. In zdaj sem razmišljala, ne, pač kaj bi lahko bil razlog za to. To je zdaj moje ugibanje, ne, to ni nič podprto z ničemer. Ampak takrat, ko smo mi delali to prvo raziskavo, se pravi 2018, po tistem se je v bistvu začel tudi, se mi zdi, no, kar malo več teh usmerjenih akcij in intervencij in izobraževanj, ki so res naslavljala prav spletno nasilje, ne. In to izobraževanje in za otroke in za učitelje, ne. Tako da jaz pač z nekim upanjem, ne, si rečem, okej, ne, te otroci, ki so bili takrat anketirani v 2018 in so bili potem, pa tudi potem so bili, ne vem, pač naprimer udeleženi ali pa deležni teh izobraževanj in mogoče pač nekega ozaveščanja, so morda zdaj v srednji šoli, ne, in mogoče je to pač tudi nek učinek, ki se kaže, ne, seveda pač tega ne morem z gotovostjo trditi, ampak lahko pa upam in rečem, okej, ne, nekaj pa smo naredili. Potem me pa zanima še, vmes med prejšnjo raziskavo in letošnjo raziskavo se je tudi zgodila pandemija covida in me zanima, če ste morda opazili, da je to kaj vplivalo na pojavnost spletnega nasilja. Zdaj prav na pojavnost spletnega nasilja težko rečem, zato ker v bistvu takrat prav v tistem času covida, naprimer, nismo nekih konkretnih raziskav recimo izvajali, ki bi merile pač to pojavnost pač spletnega nasilja, ne. Je bilo veliko različnih raziskav, pač tudi v tujini, naprimer, ne. Takrat so bile v bistvu, se mi zdi, hujše druge težave. Pač druge težave so v bistvu nekako izbruhnile, ne. Takrat se je res pač pokazal res ta zelo velik problem, pač te druge stiske, ne vem, pač od anksioznosti, depresije, osamljenosti, te stvari so zelo se pokazale. Zdaj, da bi rekla pri nas, da se je povečalo spletno nasilje, tudi, se pravim, tudi ta raziskava pravzaprav ne kaže, ne, ni nekih, se pravim, ni se povečalo, ne, pač v osnovni šoli je v bistvu ostalo enako, v srednji šoli se je nekoliko zmanjšala, ne, zdaj sicer pač je od covida že nekaj časa. Mi smo spraševali o šolskem letu, pač ali se ti je v preteklem šolskem letu ali v tem šolskem letu zgodilo kaj, ampak ne, težko bi rekla, no, da se je prav spletno nasilje povečalo zaradi tega. Okej, a bi morda dodali še kaj sami, kar morda nisem vprašala? Toliko veliko ste vprašali,
tako veliko sem govorila. Tako da, po mojem, mislim, veliko bi se dali še povedati, a ne? Ampak po mojem lahko tle zaključiva. Okay. Potem pa hvala, da ste nas gledali, hvala, da ste bili pripravljeni z nami narediti intervju in nasvidenje.